Veliki družinski avtomobili ala Alhambra počasi izginjajo, ker so jih pregnali veliki družinski avtomobili ala Tarraco. Džipi bi jim rekli poznavalci in terenci bi jim rekli tisti, ki se nikoli ne zapeljejo na teren. Za Seat je tole v bistvu čisto nova zadeva in dejansko jim je zelo dobro uspela. No, saj ni bilo bojazni, da jim ne bi. Ime Tarraco so izbrali kar z glasovanjem, v katerem je sodelovalo 150 000 ljudi. Jaz sem sicer navijal za Teide po vulkanu na otoku Tenerife, ampak bo tudi Tarraco kar okej. Itak je ime staro že več kot 2000 let, ko so Rimljani tepli Iberce. Tole je več kot 4,7 metra dolg avto, zato vanj ni noben problem stlačiti 7 sedežev in družinice peljati nekam na izlet po deželici, če se vam bo seveda ljubilo poslušati vreščanje toliko otrok. Zadaj se da sedeti za silo, veliko bolje pa je tukaj sploh zato, ker je klop tudi vzdolžno pomična. Tole je super zadeva, če radi prevažate pohištvo, ker je potem omara lahko dolga do 2,77 metra. Sploh je občutek dober spredaj, materiali so prijetni, poglejte, kako fini so tile sedeži. Se vidi, da so se pri Seatu potrudili, ker tako nobel avta do sedaj še niso imeli. Čeprav osnovni stane samo 28 €, je tale 47 zelo bogata oprema. Za Seat veliko, za avto pa v bistvu niti ne, ker mu sploh nič ne manjka, v bistvu ima kakšno stvar celo preveč. Recimo 20-palčna platišča, zaradi katerih je blaženje marsikdaj pretrdo. Vem, da večina zamiži na eno oko, ker z njimi res dobro izgleda, ampak sam bi se raje veliko bolj udobno vozil za manj denarja. Tukaj je zelo veliko prostora za vaše drobnarije in vse tiste kljukice ima, če želite, da se dobro in visoko sedi, da je spredaj dolg pokrov motorja, da se dobro vidi iz avtomobila ven in da je od tal odmaknjen kar 20 cm. Ne za vožnjo po terenu, čeprav zmore tudi to, do največ pol navora se namreč prenese še na zadnji par koles, sicer pa sta v osnovi gnani sprednji in to se med vožnjo kar pozna. Tarraco ne bi bil najbolj športen SUV v segmentu, ampak vsega ne rabite verjeti, ker res ne vem, kaj je lahko športnega pri visokem in nekje 1850 kg težkem avtu. Je pa občutek na cesti vseeno zelo dober, kar je pohvale vredno. Kljub velikosti je zelo lepo vodljiv in okreten, kar je v tem razredu prej posebnost kot pa pravilo. Za pogon si težko predstavljam drugačen motor, kot je tale 2-litrski turbodizel s 140 kW oziroma 190 konji, sploh skupaj s 4-kolesnim pogonom 4Drive. Vem, čas trenutno ni najbolj naklonjen takšnim dizlom, ampak če boste želeli imeti zmerno porabo okrog 8 litrov, ga boste morali kar izbrati. Moči je dovolj, malce več se je želim le pri spodnjih vrtljajih in takrat je tudi 7-stopenjski menjalnik DSG malce neodločen, no potem pa se kar naenkrat vse skupaj zbudi in odločno pospešuje. Čeprav večinoma vedno izklopim, lahko rečem, da tukaj tudi zelo dobro dela sistem za ohranjanje voznega pasu, celo tam, kjer črte niso dobro narisane na cesti. Boste kar lepo čutili, kako vam popravlja volan. Lahko pohvalim še tole kamero Top View, čeprav rabi kar nekaj časa, da se vklopi, bo pa vseeno rešila kakšen odbijač pred praskom. Zaslon z merilniki je lepo pregledan. Aha, ena stvar pa je, ki si jo še želim. Projekcijski zaslon. Tarraco ima vseeno več karakterja kot pa Kodiaq ali pa Tiguan Allspace, pa čeprav so vsi trije mehansko praktično identični. Ta bolje izgleda, pa jih bo kljub temu najbrž manj na cestah, zato imam moje priporočilo. Mogoče jih bo pa zdaj več, bo na koncu volan kriv za motnje pri dobavi.